boste namreč vedeli. Trem gostjam prihajajo iz društva Kralji ulice in nam bojo svojo izkušnjo s ključnimi delavci pri njih danes delile. Ja, hvala za besedo. Ko smo zmeni, da začnem. Jaz sem Hanna Košan, sem predsednica društva Kralji ulice. Z mano sta pa sodelavki Jana in Irena. Oni dve v bistvu delata na tem programu nastanitvene podpore, kjer izvajamo v bistvu te ključne delavke. Tako da pa lahko še polkaj besed ljudje povesta, bo me skrče. Ja, primaj iz beseda, fajn, da začnemo z uvodom in tako nadaljujemo. Tako da jaz bom zdaj začela, pa se bomo potem malo menjavali. Moram reči, mogoče 3 stavke na začetku, kako smo mi sploh nekako padli v to zadevo. Sodelujemo v bistvu tudi s fakulteto za socialno delo, predvsem z Jušem, ki je bil tudi pri nas zaposlen neko obdobje. In so nekako razmišljali, katera neka organizacija izvaja nek model ključnih delavcev. In potem so se spomnili na društvo Kralji ulice, ker v bistvu znotraj programa nastanitvene podpore, kot tukaj piše, v bistvu sledimo temu konceptu že od leta 2008. Mislim, da ga še vedno razvijamo, gradimo, to je tudi nekaj, kar pač počnemo na našem društvu, da vedno znova se prilagajamo nekim situacijam, trenutnim razmeram, tako da se mi je to še vedno tak nek živ organizem, ampak imamo pa neke temeljne koncepte in o tem bodo predvsem govorili sodelavke, potem, ki pač tako to počnete v svojem delovnem času vsak dan. Moja naloga pa je, da bi nekako na začetku vam sploh predstavila delovanje našega društva. Pripravili smo se tudi skupaj še z Mojco, pa z Jušem, da bi bilo mogoče tudi fajn, da nakratko malo predstavimo področje brezdomstva, pa nekega našega področja dela, ker v bistvu se mi zdi to tudi ključno, da se razume, kako potem je sploh naš način dela poteka. Torej, na katerih konceptih mi temeljimo, kakšna je neka naša vizija in iz tega v bistvu tudi naš način dela izhaja. Tudi iz tega v bistvu je zrasla ta model ključnih delavcev. Po drugi strani pa tudi se mi zdi, da so neke te teme, s katerimi se tudi vi malo srečujete, verjetno, konec koncev tudi naši uporabniki, uporabnice našega društva prihajajo v vaš zavod, sama sem bila v ponedeljek še tukaj, tako da se mi zdi, da so neke teme, s katerimi se tudi vi srečujete, recimo tema brezdomstva, odvisnosti, te podobne teme, se mi zdi, da so relevantne za vas, pa se mi zdi fajn, da mogoče nekaj nakratko o tem povemo. Zdaj, ko govorimo o brezdomstvu, rečemo mi na Kraljih ulice, zelo sledimo tej ideji, da v bistvu težko je nekako enoznačno definirati, kaj so neki razloge, zakaj nekdo postane brezdomen. Ampak se mi zdi tako zelo dobro ta citat, pove neko to našo idejo, kako mi razumemo brezdomstvo. Rečemo, da je to v bistvu nek preplet zelo različnih dejavnikov, tako so lahko, osebnostni, situacijski, neki institucionalni, torej en skupek nekih različnih stvari se zgodi v življenju nekomu in če se res ni neke prave podpore, ki bi človeka ujele. In potem tako, tukaj celo piše, da v bistvu skoraj da ne ostane neka druga možnost, ko pa da človek v bistvu pristane na cesti. To je neka ta realnost, kot neka posledica zelo aktualnega družbenega časa. Ljudje v bistvu zaradi nekih zelo težkih življenjskih okoliščin in v bistvu pomanjkanja nekih podpornih mrež v bistvu pristanejo na cesti. Torej, vsi ljudje, ki k nam prihajajo, se srečujejo z nekimi zelo kompleksnimi, prepletenimi težavami, ki jih ne moremo enoznačno naslavljati, kot so samo zdravstvene težave ali pa samo neka pomanjkanje strehe nad glavo, ampak je to v bistvu nek preplet nekih zelo različnih dejavnikov, ki jih moramo zelo celostno in kompleksno pogledati. To je en ta vidik. Se mi zdi, drug vidik je pa tudi v bistvu ta del, ki ga mi počnemo na našem društvu, je pa to, da v bistvu eno je, da delamo z ljudmi, tako zelo individualno in sledimo uporabnikom, drug del je pa ta, da smo v bistvu tako zelo angažirani v neke javnosti, v družbi. In se mi zdi, da to tudi z takega zelo družbenega vidika gledamo in opozarjamo na neke posledice, ki jih imajo neke družbene spremembe na posameznika. Tukaj piše, da zavedanje, da obstajajo neki osebni in družbeni mehanizmi, ki lahko izrinejo posameznike na rob ali čisto iz skupnosti, ki jih pripadajo. Torej, mora biti ta nek naša podpora, mora biti tudi ta boj proti ponovnemu vključevanju, oziroma boj proti izključevanju. Recimo, mi se zelo odzivamo na neke stanovanjske, recimo, zelo smo aktivni na področju stanovanjske politike, zelo smo na področju socialnega varstva. Stalno smo spremljamo neko aktualno dogajanje in se odzivamo
z nekimi novimi predlogi, podajamo neke dobre prakse, opozarjamo na neke sistemske pomanjkljivosti, no in to se mi zdi, da tudi ta nek skupek, potem da lahko rečemo, da res celostno podpiramo ljudi. Če gre malo naprej, tu so v bistvu že tako večkrat povezujemo brezdomstvo z nekimi temi pojavi, v bistvu zelo pogosto je pač ravno ta preplet, težko je enoznačno reči, da je samo neka situacija nekoga pripeljala v brezdomstvo. To sem že nekaj omenila, se mi zdi, da samo pač ljudje imajo neke zelo različne izkušnje, izkušnje revščine, nezaposlenosti, absolutno je tu zraven stanovanjska problematika, to je taka zelo aktualna stvar, recimo predvsem v Ljubljani, mi Zreno pač delamo v Ljubljani, Jana dela v Mariboru, tudi v Mariboru delamo neke programe in se v Ljubljani res srečujemo s to stanovanjsko negotovostjo, pomanjkanjem dostopnih stanovanj za ljudi, ki v bistvu mogoče imamo redne plače, že težko si nekako zagotovimo neko ugodno cenovno stanovanje, kaj šele nekdo, ki pač živi z denarno socialno pomočjo, ali pa mogoče celo samo že na obrazu vidi, da ima neko izkušnje ulice. Ko so neki institucionalni, tu se v bistvu zelo pogosto zgodi, da imajo ljudje res izkušnje nekih institucij in potem v bistvu pridejo v skupnost in v bistvu ta prehod zmanjka, v bistvu tako nekako so v nekih institucijah ljudje, potem pa se obrnejo na naše društvo, v tem času so pa se že nekako izgubili v tem prostoru, ki pač ni bilo podpore. Če gremo moče malo naprej, seveda so pa tudi neke zelo lahko individualne osebne okoliščine. Ko je tak tudi zelo dober stavek, ki reče tako, da v bistvu ljudje se v nekih takih kritičnih osebnostnih izkušnjah, situacijah znajdemo in potem v bistvu družba nam da tak oder, da se potem v bistvu lahko vse te slabe situacije preigrajo in v bistvu pripelje do te zadnje točke, kot je pač brezdomstvo. To smo že govorili, to bomo šla naprej. Zdaj, imamo zelo različne načine, kako se soočamo z brezdomstvom, kako naslavljamo brezdomstvo. Lahko gremo tako zelo, tako represivno politiko, pa rečemo, ok, zdaj bomo zakonsko omejili beračenje, kar se dogaja pri nas, kaznovali bomo oziroma izdali bomo plačilne naloge za spanje zunaj, kar se tudi dogaja pri nas, zapirali bomo ljudi, kaznovali bomo ljudi, Na drugi strani pa lahko rečemo, ok, lahko imamo pa druge politike, kar se v Evropi dogaja, recimo Finska je tak zelo dober primer, kjer v bistvu se število brezdomnih vsako leto manjša, do leta 2030 naj bi celo dosegli ta functional zero, kar pravi, da načeloma ne bo brezdomnih, ki bi spali na cesti. In to se zgodi tako, da se omogoča dostopna stanovanja, da se razvijajo neki podporni programi, da se veliko vlaga v preventivo, ne vem, primer neka mladinska stanovanja recimo in tako naprej. Torej pač lahko pa si izberemo tako politiko in rešujemo in preprečujemo brezdomstvo. Nekje smo v Sloveniji, v Sloveniji smo verjetno nekje vmes. Če osebno povem, mene zelo skrbi, da bomo šli na to prvo točko vedno bolj, se mi da situacija nekako tako zelo zaostruje, veliko stvari ne kažejo dobro smer, tudi neki zakoni se ne sprejemajo, ni nekih predpisov, ni nekih resolucij, ki bi naslavljali izključno brezdomstvo, tako da bomo videli, kaj bo sledilo. Povej. Seveda. Če lahko malo bolj razločno, počasi in glasno. Ok, bom, se pravi čujem. Se lahko pričala brez mikrofona. Dobro, veš kaj pa še ta maska? Ok, zmenjeno. Nima. Bom govorila. Bom pa še evo nekaj. Bom. Vera, Slavica. Jaz bi mogoče samo dodala, da v bistvu ta projekt Dom na Krasu predstavlja neko srečanje tudi, ker mi pogosto se tudi zdaj najdemo v situaciji, ko ni neke drugega izhoda, pa že razmišljamo to o namešanju ljudi tudi v socialno-varstvene zavode, čeprav bi lahko zaživeli tudi v skupnosti, ampak ne obstajajo ti modeli oziroma ni dovolj kapacitet v različnih društvih, da bi osebe s tako kompleksnimi potrebami pa težavami v bistvu sprejeli. Tako da mislim, da je tudi ta priložnost v bistvu pač na ravni celotne Slovenije,
če bi, na primer, se uspeli res deinstitucionalizirati dom na Krasu, da potem se odpre prostor za razvoj različnih praks, kar bomo tudi videli polno nadaljevanje tudi našega društva, ki se v bistvu glede na potrebe se odzivamo na potrebe in krojimo naprej programe. Tako da mislim, da se tudi vaš zavod, socialno-varstveni zavod v bistvu srečuje z brezdomstvom in je ena oblika taka obravnave tudi brezdomstva. Ja. In to je mogoče tudi razlog, da smo se v bistvu zelo, nam je bilo fajn, predvsem na teren, ki smo danes tle, to sodelovanje, ker se nam zdi, da se zelo povezujemo, da zelo vidimo, da bi se lahko neke stvari mogoče še malce drugače naredile, da bi se lahko povezali, da so to neke priložnosti za sodelovanje. In se nam zdi to fajn, da v bistvu v nekih takih dobrih praksah skupaj nekako res sodelujemo. Tako tudi na društvu Kralji ulice zelo težimo k temu, da čim več sodelujemo, ker pa se nam to zdi edino smiselno. Ampak je tisto, kar imamo, kar ljudem lahko damo in s čemer lahko nekako malo usmerjamo stvari, je naš odnos, ki smo ga zgradili z ljudmi. Načelo majhnih korakov, tako res korak po koraku. Včasih tudi kdo pride pa reče, ima take zelo velike cilje, kaj v sebi, pa rečemo, dajmo počasi, dajmo en korak po korak, kaj bi jutr, kaj bi drug teden, kaj bi zdaj v bližnji prihodnosti, Tako res nekako gremo tako dan za dne, korak za korakom. Se mi zdi, da je to tisto, kar pač konec koncev tudi uspeh prinese, pa tudi neko zadovoljstvo in to neko motivacijo za naprej. Te nove priložnosti za sodelovanje, to sem že rekla, tudi če se kdaj kaj ne gre po planu, tudi če kdo kaj zafrkne, če lahko rečem, ok, vedno damo nove priložnosti, Lih prej, ko smo se pogovarjali, v našem društvu ne poznamo tega, da bi nekoga doživljenjsko recimo izključili, Se dogajajo neke, recimo, če zaradi so neke situacije, pa rečemo, ok, ne vem, nekdo ne more prihajati v dnevni center, ampak čez toliko in toliko časa se usedemo, naredimo plan, kako naprej, Res iščemo ta stik, nekako vedno dajemo nove priložnosti ljudem. Nizkopražnost je mogoče tudi pomembna, mi večino stvari, ki jih počnemo, je z nizkopražnosti, kar pomeni, da so taki vstopni pogoji zelo nizki, tako ni treba veliko nekih pogojev izpolnjevati, da z nami sodelujete. Je to ta načelo, se mi zdaj so taka tudi zelo sprejemanje ljudi, aktivacija, torej to, da pač smo me aktivne in nekako iščemo te možnosti, da ljudje tudi postanejo aktivni in ta participacija, pač nič ne delamo same, vse delamo skupaj z ljudmi, so načrtovanje, je v bistvu neko skupno načrtovanje, ampak to boste tudi polve povedali, naprej. Ja, tudi to, mi v bistvu vsakega posameznika vidimo kot nekoga, ki ima neke potencijale, in pač krepimo te moči, te vere, moči, ki jih imajo ljudje, in pač krepimo, Se mi zdi, da to je tudi taka zelo mantra, ki jo imamo, tako da vsakega pač vidimo te neke moči, ki jih imajo in te vere. Ok, zdaj, če bom šla sam, jaz bom zdaj še v 3 minutah samo predstavila programe, pa neke slike imam, da malo vidite, kako boste pa veš, Enih kup stvari počnemo na Kraljih, tako zelo različni programe, torej imamo dnevni center, cestni časopis, veliko terenskega dela delamo, se pravi, gremo ven na ulice, smo z ljudmi, jih nekako prevabimo tudi v naše programe. Imamo to individualizirano in celovito nastanitveno podporo, o kateri bomo več danes govorile. Na podlagi tega smo razvili program preprečevanja deložacij, torej še preden, da so ljudje deložirani, še preden, da pride program resettlementa, nekako delamo z njimi, kot preventiva brezdomstva, da ljudje ne bojo izgubili strehe nad glavo, torej pač delamo na področju deložacij, tako v Mariboru kot v Ljubljani. Potem imamo neke skupnostne prostore, boste videli, ker večinoma delamo sicer z otroki in mladostniki, to so neke take soseske, kjer so socialna stanovanja in delamo z njimi. Potem delamo veliko z družinami, recimo jaz osebno delam veliko z družinami, torej tudi imamo brezdomne družine v Sloveniji, ali pa mi rečemo ranljive družine, tako da pač družine podpiramo. Imamo tudi to second hand trgovino, različne delavnice, slišanje glasov, mogoče to že kaj poznate, pa ne videli v Ljubljano. Če boste kdaj v Ljubljani, zelo vabljeni na turo po Ljubljani, ki boste mogoče videli malo skozi druge oči, ko pa če bi šli na neko klasično turistično vodstvo po Ljubljani. Zaposlenih nas je 29, malo smo kar zrasli, 23 imamo strokovnih pa laičnih delavcev, veliko zaposlujemo preko javnih del, to je tudi ena taka ključna stvar, da v bistvu znotraj naše organizacije ljudem dajemo možnosti, da so zaposleni, za marsikoga je to po dolgem času, ali pa mogoče sploh prva neka delovna izkušnja in je zelo fajn, da so v enem okolju, kjer se počutijo varno.
Tako da v bistvu zelo veliko težimo temu, da zaposlujemo preko javnih del ali pa da ljudje upravljajo prostovoljska dela pri nas. Pri nekaterih tudi usmerjamo druge organizacije, ko se nam zdi to bolj smiselno, tako da zelo veliko, mislim, predvsem v zadnjem času dajemo to neko aktivacijo, neko zaposlovanje ali pa prostovoljsko delo. Ok, v dnevnem centru ne bom več kaj preveč govorila, v bistvu bom šla kar naprej, recimo, ko v našem preprečevanju, da je zdaj ena slika, eno je tako, da z ljudmi nekako so različni razlogi, zakaj so ljudje deložirani, ampak tudi ena stvar je, da z njimi pospravljamo. Torej, mi strokovne delo, ko je eno, da narediš nek finančni plan, recimo, pa nek načrt, drugo je pa tako iti čisto v akcijo, prideš v tako stanovanje, ok, zavihimo rokave, kje se lotimo, dajmo pospravljati, recimo. To so recimo te preventivne naše aktivnosti, kjer predvsem z otroki, recimo delamo, pa imamo neke aktivnosti, predvsem celo sosedsko, mi hočemo celo sosedsko ukrepiti, celo skupnost želimo nekako ukrepiti, da bo povezana, da bo nekako sama sebi v oporu, če lahko tako zelo preprosto rečem. To je naša trgovina, vidite, tako imamo razne, torej ljudje donirajo predmete, potem mi naprej v bistvu to prodajamo po simboličnih cenah, ljudje, ki so zaposleni v trgovino, so v bistvu nekako imajo izkušnje brezdomstva, tudi gre za neko socialno podjetništvo. Zelo različne delavnice imamo, od likovne do gledališke, da je športna recimo, tako da veliko tudi v bistvu te neke prostočasne aktivnosti. Letos imamo alpsko divizijo, hodijo na, ne vem, čez 2000 metrov, so šli na pohode, tako čisto fascinirana sem, jaz absolutno ne bi mogla prelezti do tja. Tako da pa grejo. Evo, to je pač naše delo z družinami. Mogoče še tole, evo, ko pa res zaključim. Se pa veliko srečujemo in to je mogoče tudi aktualno za vas, tako z nekako dvojnimi diagnozami, to je neka ta definicija. Mi smo nekako sicer pustili, ampak mi vedno rečemo, da imajo neke kompleksne potrebe ljudje. Kaj se tukaj zgodi je pogosto, da nekako rečemo, da pogosto ostanemo sami tle. Zato, ker vidimo, da je zelo ključno, ker ljudje imajo take neke multiple težave, kjer bi se res mogel nek tim sestati različnih strokovnih služb, konec koncev, mi da so socialne pedagoginje, ti si socialna delavka, mi pač te stvari znamo delati, mogoče neke stvari pa ne znamo delati. In se nam zdi fajn, da nek tim nastane različnih strokovnjakov, ki bi tej osebi, ki ima neke take zelo kompleksne težave, lahko nudili neko pravo pomoč. In tle veliko krat ostanemo sami. In to je mogoče neka stvar, s katero mogoče glih taka neka sodelovanja, se mi zdi, da bi lahko potem bila zelo dobrodošla, da bi v bistvu res naslavljali te potrebe, ki v bistvu so v praksi, kar vidimo pač absolutno, ni nekih služb, ni nekih timov, ki bi čisto res pač nekako res podprli ljudi. In te ljudi pogosto konec koncev pristanejo na ulici, pridejo tudi do vas, tako nekako res krožijo. Ok, nič. To bom zdaj zaključila. Zdaj bom predala besedo Ireni. Irena bo povedala malo o tem programu nastanitvene podpore, ker bodo tudi potem lažje bomo prišli na te ključne delavce. To je en projekt, ki smo tako rekli, leta 2008 smo rekli, na Kraljih ne bomo delali zavetišč, ker zavetišča so neka krizna namestitev. Torej si ti na cesti, pa zdaj rabiš streho nad glavo in gre zavetišče. Če pa se človek hoče postaviti na noge, pa v bistvu rabi stanovanje. To bo tudi Irena pol povedala, ampak smo tako rekli, mi moramo mogoče stanovanja. In smo to leta 2008 začeli kot pilotni projekt, še to mogoče vse, kar mi počnemo, je tako, da vidimo to potrebo, da rečemo, ok, zdaj bomo pa to začeli delati. In smo rekli, pač rabimo nastanitveno podporo in smo leta 2008 v bistvu se povezali s tujino, kjer pač te prakse že obstajajo, zakaj bi konec koncev izumljali toplo vodo, če te stvari funkcionirajo nekje. In smo začeli ta program, torej imamo stanovanja, kjer pač ljudje živijo v tej nastanitveni podpori. Tako da v bistvu ima že neko zgodovino ta projekt. Tako? Ja, bomo. In sicer začelo se je... Ta nastanitvena podpora se je v bistvu razvila v 90-ih v ZDA-ju in sicer iz teh potreb pač imeli so različna zavetišča in tako naprej in so se v bistvu te kompleksne težave, predvsem ta Semberis, če ne vem, če sem prav izgovorila, ampak se v bistvu je skrojil en program za osebe, ki so imeli težave v duševnem zdravju. Tako da se v bistvu iz tega ta ideja najprej stanovanje v bistvu razvila, ne? In to, omogočanje najprej stanovanja, potem pa vse ostalo. In iz tega v bistvu te ideje izvira naš program. Mi žal ne moremo izvajati
popolnoma čiste oblike, ker so okoličine takšne, kot so, ne? Tudi omejene finance imamo, ampak bomo o tem še malo naprej, no? Kako v bistvu mi to izvajamo. Glavni namen našega programa je omogočanje te varne in trajne nastanitve za brezdomne osebe in tudi omogočanje neke celovite, individualizirane podpore, kako bi se oseba, žal ni trajna, torej traja leto pa pol program, ampak da v tem letu čim več naredi, da ima prostor in čas za to in podporo, da se po koncu tega bivalno osamosvoji, da se to pokrepi, da je zmožen tudi na trgu pridobiti sobo in jo obdržati, dokdaj je treba, ne, do konca. Najprej stanovanje res to pomeni, da človek rabi streho nad glavo, ne zavetišče. Če povem čez plastično, težko je, če si v zavetišču, veliko ljudi je tam v sobi, pa moraš iz zavetišče ven, taka zavetišče imamo, da ti moraš dan biti zunaj. Kako bolj od človeka pričakujemo, da bo šel na razgovor za službo, pa si uredil nekaj stvari, če v bistvu vse ima streho nad glavo v zavetišču, ampak čez dan v bistvu mora zdaj biti na nekih javnih površinah ali pa v dnevnih centrih. Torej je ta koncept res najprej streha nad glavo, dostojno, da veš, da imaš neko varno nastanitev, pola gradiš naprej. Sliši se zelo logično, ampak zelo dolgo ni bila te ideje. Mislim, da je treba individualni proces z vsakim posameznikom, kaj želi. Vse to. Ja, in tisto mogoče, kar je še to, da mi skozi zagovarjamo en človek, ena soba, ne? To se mi zdi, da je zelo specifično na programih, ki v bistvu na krajih delamo. Ker še drugi, ki recimo delajo neke nastanitvene programe, še vedno imajo 2 človeka, celo 3 ljudi v sobi. Mi pa striktno en človek, ena soba. No, zato, kar je Hana rekla, da imaš tisti svoj prostor, kjer lahko ti počneš, kar želiš, gledaš televizijo, ko želiš, greš spat, ko ti paše, tudi povabiš koga v svojo sobo, ne? To se nam zdi res ključnega pomena. In v bistvu ti koncepti, to so te velike besede, ideje v nekem zgornjem štuku, ki v bistvu probamo vsakič povleči, ko rabimo neko rešitev, ker mi nimamo točnih orodij, kaj in kako je zdaj treba s kom delati, ampak v bistvu črpamo iz teh idej in ključna ideja je to, da je stanovanje človekova pravica in jo probamo zagovarjati in zagotoviti komorkoli. In to je v bistvu so kolegice zdaj opisale, kaj to pomeni, da je to človekova pravica. Konec koncev to je nekaj, kar smo se mi izmislili, v deklaraciji o človekovih pravicah je to tam zelo lepo napisano in vse države, ki smo podpisnice tega, bi morali temu slediti, ampak žal se zdaj zelo zadovoljujemo z nizkimi standardi bivanja in življenja. Pol pa je pomembna stvar je separacija stanovanja in tretmaja, torej to je ta nizkopražnost, o kateri je govorila Hana. To pomeni, da oseba, ko pride k nam na razgovore, ob petkih, naprimer v Ljubljani imamo razgovore za stanovanja, pogoj za vstop v naše stanovanje ni treznost, naprimer, oseba lahko pač uporabnik česarkoli, ima zgodovine lahko takšne in drugačne, mora pa imeti motivacijo za samostojno bivanje in upoštevanje teh osnovnih pravil, ki jih imamo znotraj programa. Mi, naprimer, če sprejmemo osebo, ki ima različne težave in bi potrebovala kak drug tretma, je ta tretma zunaj stanovanja. Torej, jaz nisem ta, ki izvaja, detoksikacijo od nedovoljenih drog, ampak osebo spremljam, se povezujem in jo spremljam in tudi pričakam, ko pride nazaj k nam. Torej, to se odvija ločeno. Ker v bistvu kaj naredimo s tem, da tudi naredimo eno prevencijo, da v bistvu, če bi to bilo skupaj, oseba zdrsne, ima zdrs, ima recidiv, to pomeni, da zgubi vse, zgubi tudi to streho nad glavo. In to je to, kar želimo v bistvu preseči s tem, da te stvari ločimo. Žal pri temu nismo najbolj, to, kar nas preprečuje, da bi popolnoma to delali, je to, da v bistvu mi smo ta praktični vidik, mi smo naprimer najemniki stanovanj na trgu, ki ga potem dajemo v najem naprej. Torej, oseba nam plačuje stanovanje. In tukaj, naprimer, pride do enih razkolov, ko se ključni delavec najde v dvojnih vlogah. Ampak mogoče o tem tudi malo naprej. Tako da je fajn, da je vse to ločeno in ti si samo tukaj, ki podpiraš osebo, tudi ko zdrsne, ko naredi kako pizdarjo, ampak da zaradi tega ne zgubi stanovanje, ker je to človekova pravica.
Pogoj, ne, da lahko bolj zaživiš. Tako, in pogoj, da pač se dobi nova priložnost in da se gre naprej, ne? Ker življenje, ne vem od koga življenje je sam tako, puščica na vzgor. Pač življenje je pestro, ne? Potem je zelo pomemben vidik, je to zmanjševanje škode, ne glede na prakse, ki jo oseba pač izvaja, karkoli pač dela, zmanjšujemo škodo, ne? Če je nekdo, ne vem, ima hudo odvisnost od česarkoli. Zdaj govorimo o odvisnosti, ker imamo v zadnje čase zelo veliko pravka s tem, tako da zato o tem, to mislim, mogoče aktualna tema in to je to, če se mi srečujemo, pa mogoče dobite to plastičnost. Ampak, na primer, če oseba, ne vem, evo, gremo v nek stereotip, uporabnik nedovoljenih drog, poskrbimo za to, za higieno, da se oseba drži higiene, da to uporablja za svoje, na toplem v 4 stene, da se prevenira tudi overdose in tudi v bistvu prenašanje različnih nalezljivih bolezni. Ne? Konec koncev vedno rečemo, da brezdomstvo na ulici veliko več stane celotno družbo, kot pa če je ta oseba znotraj v hiši. Manj bo policije, nižja bo kriminaliteta, manj bo hodil po zdravnikih, ne? Manj bo pač urgenca, ki vemo, koliko veliko stane, ne? Vsakeč, ko oni grejo ven, zaženejo te ljudi, to vse stane. Ne? S tem, ko je oseba not v stanovanju, pač upadejo vse te potrebe po teh drugih pač družbenih aparatih. To je stvar karakterja posameznika. Ja, ampak je se zmanjša, ne? Jaz sem eno gospo, ki je pred tem, ko je stopila k nam, je v bistvu tako, vsaka 2 meseca je bilo neki, ne? Ali se je zvila nogo, ali se je šla konec koncev gret na UKC, ne? In je v bistvu pač pogosto bila na primer na urgenci, ne? Ko smo jo pa mi sprejeli v program, se to bolj poredko dogaja, ne? Ker ima nekako stvari zagotovljene tam, konec koncev jo jaz fijakam po zdravnikih in delam na tej prevenciji, da res se ne zakuha toliko stanja, ne? Mogoče že ta zmanjševanje škode, tako da v bistvu nekaj nimamo niti tabu tem, no? To se mi zdi tako, da v bistvu vsake stvari se lahko pogovarjamo, vsako stvar tako nekako sprejmamo in iščemo, kako iz tega v bistvu ljudje imeli najmanj škode, no, če tako rečem, tako dobesedno, ne? Se mi zdi res, vse teme, katere so, ali so to odvisnosti, ali so to duševno zdravje, ali to spolnost, ali tako, vse teme se lahko pogovarjajo z ljudmi in v bistvu iz tega v bistvu nekako res poskušamo, da so neke akcije, da so neke stvari, ki ljudje počnejo, v bistvu zmanjškujejo škodo, ne da rečemo, to je tabu tema, odvisnosti se ne bomo pogovarjali, ne o jemanju prepovedanih drog se ne bomo pogovarjali, samo v abstinenci, ampak ne, ker realnost je taka, a ne, in sprejmemo to realnost in pa rečemo, ok, če recimo, primer, če si odvisnik, potem na kraju tudi delimo recimo sterilne igle, pa če to tako bomo zmanjševali bolezni in tako naprej, ne. Tako. Lahko potem tudi na koncu na primeru enega fakta. Eni so že več test tukaj, pa jaz se bojim, jaz sem od lanskega leta, od poletja, pa se kar nekako razvrekal, da me skrbi, kam bom pa šel, ker bom tukaj končal. Jaz sem do junija sem že tukaj prisikal zakrenil v zaprtem podelku, pa ne vem. Ok. A bomo pustili na koncu, imamo tudi za debato, pa lahko se tudi tako obravnavamo, kakšne primere pa tako, na ta nek bolj plastičen način. Ja, dajmo, ja. Ok. Ok, prvo bom pohitela. To, uporabnik je center načrtovanja in akcije. To, kar je že Hanna povedala, ker v bistvu je preplet ves čas vsega, da mi namesto osebe ne moremo nič narediti, lahko pa stojimo ob strani, ponujamo informacije in dajemo to neko paleto možnosti, ker ni nujno, da osebe vejo vse, kar je možno. To je naša odgovornost in to, da nahrani, pa da ga spremljaš, podpiraš in tako naprej. To, da mi marsikdaj se tako sliši, kot da mi podpiramo zdaj uporabo drog v našem stanovanju, jaz bi rekla, da absolutno ne. Vedno spodbujamo k temu, da se poišče pomoč. V veliki meri se povezujemo z njihovimi psihiatri, naprimer zdravstveni dom Metelkova, smo že na ti, ne? Ker se povezujemo in o tem se pogovarjamo in absolutno spodbujamo to, da se hodi na zdravljenje. Ampak tukaj ostajamo pač realni in njemu prepuščamo to, da on to naredi, ne? Ker zelo hitro drugače pride in do jeze, zamer pa tako naprej. Potem je še ta fleksibilna podpora.
to je ta izzivalni del, ne, za strokovnega delavca ali pa kogarkoli to dela, ko se marsikdaj počutiš kot en čigumi, ki se je pač tako, da je za to potreben. To, moraš malo se zbrati pol nazaj v en mali čigumi, pa pol tako. Veš čas je tako fleksibilen pri ponujanju te podpore, ker ljudem prihajajo z ogromnim, pač z različnimi naborom. Ta čigumi prelepi, koga težko doli. Ja, ker jaz sem ključna delavka od, ne vem, deklica, ki ima 3 leta pa pol, do gospe, ki ima 70 let, ne. Tako da to je že samo v letih je en ogromen diapazon pestrosti. In različni so pol okusi teh čigumijev. Boš ti malo? Ja, mogoče bi šla na to fleksibilnost, ker se mi zdi pa vseeno nujna, koliko je mogoče kdaj za nas, za ključne delavke, strokovne delavke, ful težka in naporna, je pa več za uporabnika, s katerim mi delamo ključnega pomena, ker se včasih zelo težko z nekom fiksno zmeniti, pa tisto stvari vmes pride. Ne vem, nekdo ne pričakuje, da bo danes dobil neko ful pomembno pošto, ki ga je zelo iztirala in seveda pač tisti dan je fajn, da se z njim dobiš, ne. Ti si tega nisi v dnevu planiral in to mogoče pol potegne ta fleksibilnost za sabo, ne. Se pravi, koliko je mogoče res za uporabnika fajn, ampak ja, je pa treba najti to mejo, ne. Tu balansiramo, ne. Tako. Dosegljivost in dostopnost za uporabnika, ja, točno to, ne. To se zelo navezuje na to fleksibilnost, kar je prej Irena pa že opisala, ne. Da se, ne vem, z uporabnikom dobiš v prostorih, ki so njemu prijetni, kjer se on dobro počuti, da greš iz te lastne cone udobja in da greš v cono udobja, kjer se uporabnik dobro počuti, ne. In da si, ne vem, to pomeni sploh mogoče, ko kasneje razlagala o teh pripravljalnih fazah, da ni nujno, da se zmeraj z osebo dobiš v naših prostorih, ne, ampak da greš kdaj na kavo, na nek zunanji, neutralni prostor, kjer je človeku prijetnejše, varneje, ne, nazadnje, ne. Tako da ta dosegljivost in dostopnost je spet ena takih zelo pomembnih. Tudi kasneje, ko je oseba že vključena v naš program ali pa nastanjena, spet, da to upoštevaš, recimo, da ima nekdo, ne vem, v nekaterih stanovanjih, recimo v Mariboru se živajo v ponedeljkih, ti sestanki vseh stanovalcev, kar bomo kasneje povedali, in eden od stanovalcev ima, ne vem, naslednji ponedeljek razgovor za službo. Seveda, to pomeni, da ne bomo mi zdaj vztrajali, ja, ob 10 moraš biti doma, ga spodbujamo, krepimo v tem val, da pojdi na razgovor, bomo mi speljali, ali se bomo drug dan dobili spet vsi, ali pa bomo, ne vem, brez tebe speljali ta sestanek, ne. Tako da to, da se res več čas slišiš in da si v kontaktu z osebo, ne, ta odnos, ko je že Hanna na začetku rekla, ne. Da nismo mi tisti, ki več čas nastopamo v tej poziciji moči in da vstopamo, ne vem, in ljudem govorimo tak, pač ni, ne. So ustvarjamo v bistvu ta delovni proces in ta razvoj, da bo človeku v bistvu uspelo, ne, nazadnje, ne, da bo zmogel obstati v sistemu, da ga ne bomo zgubili. Izhajanje iz konceptov normalizacije. Ja, točno to se mi zdi, da več čas zdaj že govorimo, da smo v bistvu vsi ljudje skupnosti in skozi te naše programe želimo v bistvu ljudem, ki imajo manj priložnosti, dodati nazaj to noto, da so obravnavani kot vsi ostali. In po eni strani tudi mogoče normalizirati, če se tako izrazim, neke pojme, ki so tabuizirani in pogosto, ne vem, kažemo s prsti, ne vem, na nekoga, ki je odvisnik, da smo veliko odvisnosti, ne nazadnje z osebami, ki imajo težave v duševnem zdravju, ne. Zelo lahko je reči, to ni normalno. Ja, ne, je tanka meja med tem, kaj je normalno in kaj ni, ne. Evo, načelo majhnih korakov, to je spet še ena taka zelo pomembna zadeva, da se res vidi ta napredek. Ne nazadnje to rabimo mi kot ključne delavke ali ključni delavci, ne nazadnje to rabijo tudi uporabniki, da vidimo tiste male uspehe, da je nekdo zmogel, pa zdaj ne vem, iti na razgovor, sam napisati prošnjo za zaposlitev, izpolniti vlogo za denarno socialno pomoč, ne nazadnje se spomniti, da mu je denarno socialna pomoč potekla, da res vidiš te male stvari in da si ne zastavljaš preambicioznih ciljev, preširokih ciljev in pa preveč dolgoročnih, ampak da so ti kratki cilji merljivi, ki so vidni. Jaz mislim, da to vsi rabimo, tudi ljudje, ki imamo pač manj težav ali pa smo, ne vem, zaposleni, ne, tudi če iz svojih osebnih življenj izhajamo, vemo, kako je včasih težko, ko imaš še, ne vem, do cilja, ne vem, koliko časa, ne. Če pa imaš toliko težav, pa rabiš cilje, ki so hitrejši, merljivejši in pa vidni, no. In tudi ne nazadnje to rabimo mi, ki delamo z osebami, da vidiš smisel sploh v tem, ne. Ker to ne gre, vsi vemo, odvisnosti so ene zelo kompleksne zadeve in se ne rešijo iz danes na jutri in včasih trajajo in
tudi to, ko je Irena prej razlagala o tej separaciji, zakaj je tako pomembno, ker za odvisnost ti rabiš veliko motivacijo. Vsi vemo, da so spodrsljaji, recidivi pogostejši od tega, da nekako res uspejo držati to abstinenco in zato se mi zdi, so te stvari res tako zelo pomembne, da smo ves čas v stiku. In pa individualiziranost. Jaz mislim, da ste tudi vi mogoče zdaj dobili občutek, da so v bistvu naši programi res individualizirani in da za vsako osebo, preden se vključi, kar bova kasneje še malo več povedala, se naredi ta individualni načrt in več čas se v bistvu ti prilagajaš in tako je tudi Sva prej opozorila, ne? Ja, samo jaz takole definiram, treba je pač graditi vse to stvar na zaupanju, ne? Tako, zaupanje je. Ko človeku ne zaupaš, potem ni nič, ne? Ja. Pa Ja, se skozi brez tega, da aktiviraš oboje in drugače, če ni zaupanja, ni nič. In ja, pač mora pa biti to obojestransko zaupanje, da tudi ti kot strokovna delavka, strokovni delavec zaupaš uporabnikom, ne? In da mu dovoljuješ in daš ta mandat, da mu lahko uspe, ne da sam sodiš in rečeš, ma itak z njim ne bo nič, se pa kaj že 5., 10. je tu, ne? Pač rabi čas, ne? Ta čas je zelo pomemben pri našem delu. Ja, torej, to smo rekli, namenjen je pač brezdomnim osebam, program traja leto pa pol, podaljšujemo pa za stare, pač podaljšujemo pa dokler ne dobijo nekako dom. Zdaj pa imamo kar precej družin v bistvu in se potem, dokler ne dobijo neko neprofitno stanovanje, zaradi pač otrok predvsem, se podaljšuje pogodba in to spremljanje, ne? Ja, in tu je recimo mogoče pa ena taka razlika, Ljubljana-Maribor. Ljubljana je v štartu ste vi šli, da je čas programa leto pa pol. V Mariboru smo se na podlagi vaših izkušenj odločili, da v štartu že program traja 2 leti in recimo imamo tudi neko mogoče malo drugačno populacijo, s katero mi recimo v Mariboru imamo veliko vključenih uporabnikov pod 25 let, ne? Kjer smo vedeli že v začetku, da bo verjetno osebe potrebovali še enkrat, vsaj 2 leti, ne? Se pravi, da bo 4 leta v našem programu vključene. Tako da tu je ravno tista živost, kar si tudi ti prej govorila, o tem, da pač je tudi program, ki nastaja sproti in se v bistvu na podlagi svojih izkušenj z delom z ljudmi pač več čas učimo, kako bi še lahko drugače naredili. In to se tudi tako, ne, ampak so pa, ne. Ja. Pa tudi glede na te okoliščine na trgu stanovanj, je v bistvu se spet vračamo na ta izvirni koncept najprej stanovanje, pač naj bi stanovanje res bilo nekaj, kar drži, nekaj, kar je tam, pol pa dovolj je že rukerjev in negotovosti v življenju, no. Ma vas tako nekaj vprašam, ko govorite o tem programu leto in pol 2, kaj to pomeni? To stanovanje, noter vstopajo 2 leti in potem? Ja, iščemo z njimi nastanitev, ne, ki je na trgu. To so čisto najbolj navadna stanovanja, ko jih dobi, pač ali najemamo na trgu, ali od sklada od Ljubljane. Vsaka oseba pa se... približno najemnina potem? Osnovni program je, imamo, torej, prvih 10 mesecev je 100 evrov, potem se dviguje 110, 120 do 180. Tudi zelo spodbujamo, da se oseba špara, ves čas vključenosti v program, da ima vsaj zavarščino pa prvo najemnino. In potem zadnje obdobje bivanja, sigurno 3 mesece pred zaključkom, zelo intenzivno iščemo z osebo. To so, mogoče samo tako, v bistvu ljudje plačujejo prispevek za program, ne? Mi imamo večinoma zdaj neprofitna stanovanja, kar zelo dobro s stanovanjskim skladom sodelujemo, ko smo res leta gradili ta odnos in zdaj zelo dobro sodelujemo, tako da večinoma najemamo neprofitna stanovanja, ne? Imamo eno zdaj na trgu najeto, eno imamo celo lastniško, ker smo ga pa dodovali. In tako ljudje plačujejo prispevek, no, za to nastanitev. To je mogoče razlika s tem, kar se v tujini dogaja in kar bi se mi zelo želela, ne, da v bistvu so ljudje nekako najemniki sami nekje, ne, ker včasih pol zaradi tega recimo ne plača tega prispevka, pa se mora pol Irena kot ključna delavka potem pregovarja za to plačevanje na prispevka in pol dati opomin recimo zaradi tega, ne, to se včasih lahko malo zakvačkamo. Tako da bi se zelo želeli, da bi recimo v neki prihodnosti, no, če zdaj tako pogledamo, ne, kaj je za nas izziv, da bi se mogoče ta del nekako ločil, da bi mogoče ljudje bi sami najemniki. Ne. Kaj se potem zgodi, je zelo različno, ljudje dobijo bivalne enote, kar je vse neka čakalna vrsta, ampak to so neke možnosti, bivalne enote, na trgu se išče intenzivno, tako v bistvu zelo individualno od vsakega posameznika. Ne. Nekateri grejo v neke druge programe, lahko se zgodi.
To je zelo različno. Ne držamo pa nikogar ven. To zdaj ne pomeni, zdaj pa je poteklo, ne vem, 2x365 dni, ali kaj pa je plačevanje prispevka? Ja, zna se zgoditi tudi izključevanje. Se pravi, še vedno ostane tam? Ne, plačevanje gre v pomeni. Naprimer, praktično to zgleda tako, vse se probamo zmeniti, ali pa za obročno plačevanje, tako naprej. Pogosto se, torej, pogovarjamo se z osebo, probaš jo dobiti, probaš se v prvi vrsti zmeniti, da plačuje po obrokih. Če se ne uspemo zmeniti, gremo v prvi opomin. Takrat tudi sprožimo skupaj z osebo to izredno denarno pomoč, ki je potem namenjena in pride na naš račun, če je to možnost, ne, malo si kdaj imajo kazensko. V bistvu pol sledi, če je neplačevanje drugič, če se treča ne plača, oseba se izključi iz programa. Ampak to moram reči, da to se zgodi, ampak zelo redko. Prej se mi zdi, da je ravno to, da se potem tako intenzivno z osebo dela, da se tako pogovarja, teži, da v bistvu oseba nekako vseeno, v bistvu se to plačevanje zgodi. Jaz mislim, da imamo zelo malo izključitev zaradi tega. Pa jaz bi še tu rekla, da je ful odvisno, zakaj oseba ne plačuje. Ravno s tem odnosom ti vidiš, oseba res v neki stiski, a zašla, so kakšni dolgovi, da se to preventivno rešuje. In recimo, jaz smo za Maribor rekla, mi izključitev je res, da imamo krajši čas izvajamo program na podlagi tega, da oseba ne bi plačevala. Nismo imeli, tudi večina naših uporabnikov je recimo prejemnikov denarne socialne pomoči, tako da kdaj gre v to, da že oseba ne dobiva v celoti denarne socialne, ampak je za prispevek funkcionalno izplačevanje. Tako da je tu res zelo veliko možnosti. Seveda, tako si ti rekla, se pa kdaj zgodi, da pri vas te več, mislim, ne? Odkar jaz delam 6 let, mislim, da smo 2 osebi. Pri tem je samo pri eni šlo res za hudo, mislim, to neplačevanje, pri drugi je bilo kombinirano. To pa kako nasilje. Nasilje, pravi. Ja. Bolj smo, mislim, zelo smo oštri pri nasilju, no. Pa tudi manj imamo možnosti, da to zagrabimo pa stresemo. Tako da ja, bolje nasilje kot pa to. Pa pač običajno res plačujejo. Koliko imamo stanovanj? V Ljubljani imamo 11, v Mariboru pa 5. Ja. Pa ponavadi so 3 do 5 osebi enot v stanovanju. Prej? Res sem razumela, da je ena oseba, ena slova. Ja, torej eno sta naprimer stanovanje na Celovški, je skupni prostor, kuhna, jedilnica in 3 spalnice. Vsak ima svojo spalnico. A to je bilo pri Darji? To si ti, ste živeli pri Darji v Savlji? V Savlji ste mi, kako se reče, pa šumno. Ja, to so pa bile take sobe je Darja, ampak je bila kot socialna delovka, ona tam je. Ja, to ni bil del nas, to je bil samski dom, nekaj v tem smislu. Smo pa zelo veliko krat šla imeti jaz z ljudmi, tako da to je tisto, kar se povezujemo. Zelo dobro se recimo s to Darjo smo se poznali, čeprav je ona najemodajalka. Ja. Tako, pol se delujemo, tako da ja. Potem pa mogoče ta vsakdanjik, če smo se že dotaknili. V bistvu naš program, mi smo vedno 2 na stanovanju, enkrat na teden obveznosti oseb, ki so v programu, je v prvi vrsti pač to plačevanje, ne? Druga je pa redna tedenska udeležba na sestanku v stanovanju. In to zgleda tako, da v bistvu mi pridemo k njim in se pogovarjamo, gremo skozi potek tedna, dogovore, kaj se v bistvu dogaja. To zgleda večinoma pogovorov v kaki kavi. Pogosto pa tudi skuhamo kaj zraven ali pa tako kaj neformalnega naredimo. Pol pa je to redno srečevanje sključno strokovno. Vsaka oseba, ki pride v program, dobi svojo ključno strokovno delavko. A gremo kar na naslednji slajd. Torej, dobi ključno strokovno delavko, ki v fazi tudi priprave z njim naredi ta individualni načrt in se tam določijo, imamo tako eno življenjsko zgodbo. Jaz sem anonimizirala, tukaj lahko si tudi malo, ne vem, ni nič kaj tako kompleksnega. Evo, bom. Če hoče kdo pogledati. Se pa zelo različni, no? Tako, zelo so različni, mogoče so si tukaj malo podobni, ampak
v bistvu se spoznaš, malo se tako zbondaš, začneš bolj intenzivno vzpostavljati ta odnos, pa tudi določiš te okvirje, ker vseeno se vstopa v nek program, pa poveš, opraviš vse te formalnosti, stvari se podpišejo, tako da to zgleda zelo resno, ampak se tam določijo ti cilji in tudi načini, kako bom jaz tebe podpirala, da boš ti prišel do teh ciljev. Recimo to, v bistvu individualni načrt je skupek, običajno nastane na podlagi teh 5 srečanj, preden se oseba v bistvu vseli v eno od teh naših stanovanj, je pred tem opravi 5 individualnih razgovorov. In običajno, imamo malo razlike, v Mariboru v bistvu tako delamo, da imamo te individualne razgovore zares individualne in z osebo v bistvu pripravljamo ta načrt in v bistvu na podlagi tega se tudi, ker vedno delava v paru, se odločiva, katera bo prevzela ključno delavstvo, na podlagi tega si se s kom bolj povezal, ti bliže, mogoče imaš že na podlagi prejšnjih izkušenj. Tako da je ta individualni načrt kar tak v Mariboru traja, da ga spišemo. Pri nas je v bistvu še dlje, ker je to dlje časa traja, lahko oseba kdaj čaka do 1 leto, da se sprostikajo v naših stanovanjih. In potem v bistvu se ključna delavka z njim vzpostavi, v bistvu se bonda s tem individualnim načrtom, se v bistvu pač bondaš. In tu se mi zdi ful pomembno poudariti te krajevne razlike. V Mariboru mi lahko včasih z nekom v 2 mesecih, ni nujno, da mora iti v naše stanovanje, recimo, da nimamo proste sobe, lahko že v tem času na prostem trgu najdemo neko primerno bivališče, kam se lahko oseba vseli, tudi z najemno pogodbo in v bistvu tam izvajamo mi isto podporo, v bistvu tudi to podporo, ki bi jo mogoče izvajali v našem nastanitvenem programu, v tem stanovanju, malo tako, da ste razumeli. Se pravi, da bolj ta terenski del pripravljamo v stanovanjih, kjer živijo uporabniki, ki bi lahko drugače tudi živeli v naših stanovanjih, ampak dejstvo je, da mi nimamo dovolj prostih sob, toliko kot je potreb. In v Mariboru je možno najti še, čeprav, ne me zdaj, ker zadnje mesece skokovito naraščajo najemnine, recimo lani, predlani, je bilo možno še najti stanovanje enosobno za 200 €, verjetno tudi v teh vaših krajih, tu okrog so cene dostopnejše stanovanja, tudi kakve hiše, v Ljubljani je pa to nemogoče, Tako da jaz bi mogoče to, kar pomaga, ker tako, pač delo gre. Mi v Ljubljani ima vsaka 11, recimo v povprečju 11 oseb, katerim je ključna strokovna delavka, potem ima še teh 11 enot, tam pokajo kotlički, ploščice sem pa tja padejo, pridejo kakšni izvršitelji, pač dogaja se na polno. In potem imaš tudi kakega bolj mirnega uporabnika, ki ne zahteva veliko, malo poskrbi za svoje cilje, ampak se zelo hitro obubi nekje in je tam na varnem. In pol v bistvu ti kot pač človek, pozapeš malo na to osebo, da je tam, da imate vi tam nekaj izmenjeno, da si ti njegova ključna strokovna delavka. In to, kar je zelo uporabno pri nas, je, da imamo potem enkrat na 6 mesecev, naj bi imeli, pač ponavadi tako 6-8, imamo evalvacijo, na katero pride pač moja vodja programa in imamo se v bistvu pač se usedemo in gremo skupaj skozi to, kako smo zadovoljni z bivanjem v stanovanju in vzamemo v roke te individualne načrte in oseba prebere svoje cilje. In je to super priložnost, da se v bistvu spomniš, kje smo bili zdaj 6 mesecev nazaj in v bistvu ena priložnost, da se na novo zažene to kolesje. Ker pač zaposleni smo, zaposlitve so lahko, ne vem, si tam delaš 10 let, ampak vseeno smo še vedno v službi. Tako da to naše delo je zelo neformalno in izvajanje tega ključnega delavstva je zelo neformalno in zelo je to fleksibilno. To je vse super in fajn, odzivaš se na situacije, ki prihajajo, ampak v bistvu eni ljudje pa nimajo zdaj izvršitelja na vratih drug dan, mogoče so cilji bolj mehki in jih preženejo vse druge intervencije, ki jih imaš, ampak vseeno pa so oni tudi tukaj in se moraš spomniti na njih in si dati to, ne vem, vsak mesec opomnik, vsaj eno kavo spiti skupaj z njim in ga podpreti pri nečemer. In v bistvu, če se ne vidiš,
pač to, daleč od, to je dobro za ljubezenske odnose, daleč od oči, daleč od srca, ampak tukaj se tudi lahko malo tako uporabi. Ker življenje teče, a ne svoje pot ima. Kakšen pa je vaš delovnik? Kako poteka? Ja, dopoldne, se dan, ker pred tudi se vidi. Ja, Vse to! Absolutno. Ja. 30 na mesec, 365 dni. 365. Imamo, v bistvu, tudi zelo se trudimo, da je delovnik od 8 do 4. No, to, ne, seveda pa potem so neke izjeme in tudi uporabniki, s katerimi vejo, kdaj smo mi na voljo, za neke te krizne intervencijske pogovore, situacije, imamo pa dežurni telefon, ki je dosegljiv 24 ur na dan, 365 dni. To se uporabniki zelo malokrat uporabljajo, kadar pa pokličajo, pa je neka, ali ne vem, ta policija, ali je, ne vem, nekdo poskus samomora, ali se, ne vem, neko nasilje, ali neke dočrne misle in takrat pač upraviš. Greš tudi kdaj na teren, sicer v Mariboru še recimo trpkam, ni bilo potrebe, si izmeraj lahko po telefonu to nekako upravimo. V Ljubljani pa vem, da ste imeli že take. Ja, ampak je res toliko naredko, pa ena je, ne? Tako da si ga izmenjujemo, tako da se razbremenitev malo porazdeli. Tako da ja, res ustrajamo na tem tudi, da se ne kliče za brez veze, pokvarjene pralne stroje in podobne reči, ki jih ne. Ali ne znam vklopiti pilota, baterije prazne na delnicu, ne? Ja. Pa jih ni. Ja, pol pač en dan ne gleda televizije, ne? Ja. Ali pa pokliče na Telemark. Vse to pač, ljudi pač, recimo, vse te krize situacije, to smo se recimo v Ljubljani naučila, ne, se to lahko še gleda sam povem, pač, da res potem pač usposobiš ljudi, ne, vse to ideja tega našega programa je, da pač sam, da pač, okej, če se televizija crkne, kaj boš naredil, okej, valjda, pokličeš na Telemark, a ne, in pač, kje najdeš Telemark, okej, če ti tle Telemark, bolj sprintamo številke, ne, pač, ni to, kar si prej rekla, ne, seveda ta ključa, tudi ta informiranost in polnemočenje, okej, tudi če se recimo zgodi neko, ne vem, nekaj v stanovanju, da je treba rešilca klicati. Prvo kliče rešilca, seveda nas obvezni, ampak če se je, ne vem, neka nesreča zgodila, najprej mora rešilec priti, ne? In to pa še ljudi ukrepimo. Ja, kako nas pa vedno postivano, recimo bolniče ali medvitvi v vašem društvu? Nimamo tega, to je tak velik manjko. Ja, pa lahko človek, mislim, če mu ne date prvo pomoč pa prav, ne? Lahko pač izite ali pač... Ja, ampak je ravno to, kar je Hanna rekla, ideja v zadju je ta, da ljudi krepimo v to samostojnost, da morajo samostojno živeti in da se v taki situaciji znajdejo, ne? Zato, ker po teh 2 letih ali pa leti tudi prej, da gre v svoje stanovanje živeti, kaj bi to poklical, Hanno poklical, ne, poklical brešilca. No, mislim, da bi se mogli njime sabo izobražati. Ja, to se sedimo, mislim, to se... Ampak veš, mi nismo tam v stanovanju, nobeno zaposlenih nismo v tem stanovanju, kot je rekla Irena. Enkrat na teden pridemo. Tako, v to stanovanje. Ideja je, da res sami ljudje živijo tam, ne? Tako da moramo pač ljudje naučiti, kako se tam skupaj živeti. Pa naprimer, imeli smo eno situacijo zdaj, en gospod ima epileptične napade, ne? Ima pa še 2 cimra. In smo se potem, mi smo vedeli, da pač to ima, in smo se potem informirali, pa tudi on je dal navodila ljudem, kaj naj naredijo, ko on dobi epinapad. In dejansko je bilo par situacij, ko je pač imel epinapad, so pa bili hudi, pa so poklicali 112, in so to sami zrihta, niso obrnili niti ta dežurni telefon. Pohvalno. Ja, bil je tudi poskus samomora, pa so v času božičnih praznikov, pa jaz nisem za to vedela, dokler nisem prišla nazaj iz dopusta, ne. Pa je bila v bistvu huda kriza, pa niso poklicali. In v bistvu je bilo kar, lahko povem, vse je anonimno, da ponavadi imamo pač ob torkih popoldan, ob 2 imamo tam sestanek in jaz nisem vedela za to, no pač nisem vedela za to, prvi dan sem prišla v službo, je končal na psihiatriji, grem, pač lih se tako izteklen sem šla, vsaj se pogovoriti z njegovimi sostanovalci, kaj se je zdaj zgodilo čez vikend in tako naprej. In je on prišel domov pač ob 2 in je pač to zbežal iz polja, pa je prišel, ko je vedel, da imamo sestanek in da bomo pač reševali naprej situacijo, ampak tam doma v njegovem okolju, Ne vem, če sem prav nazorno povedala, ampak ja, in je razburljivo, pač tako, ja, zelo je dinamično delo, vsekakor ni dosadno,
ampak ljudje tudi prevzamejo pač odgovornost nekako za svoje življenje in te povlečejo takrat, ko te rabijo. No? Jaz bi še vseeno, Irena, se mi zdi za ta delovni čas res, ker vem, da ste vi tudi na tej poti neke dezinstitucionalizacije in se boste gotovo kdaj s tem srečevali, tudi kot ključne delavke, no? Da si res sam pač, oziroma v sklopu tega tima, da se eno drugo res podpiramo in spodbujamo to, da ti ne delaš čez, ne vem, četrto. Ker potreba so vedno, ti si v bistvu lahko skozi na voljo in si moraš v bistvu te meje sam postavljati. To je zelo zahtevno in jaz mislim, da vse smo se ujele kdaj v to zanko in da smo mogli iti ven iz tega, no? Ker dejstvo je, da rabiš ti tudi čas zase, za svojo družino, ne? Vsi vemo, da se nekje konča ta, ne vem, deloholizem ali pa pač celo življenje tako delaš, no. To ne bo je prav, samo kaj pa izobraževanje za uporabnike, imate to? Tudi. Tako da tu je res pomembno, no, da sam sebe, rečemo, štopaš, no. Ampak se mi zdi to pomembno, da bi čez prilagajaš to delo, ne? Mene nekaj zanima. Imam vprašanje, ker me je bilo. Mene pa zanima, če je ta program narejen za celo Slovenijo. Eno območje Slovenija, eno območje pa Maribor, če se te stvari lahko izvajajo po celi Sloveniji. Ja, ampak imamo samo v Mariboru pa Ljubljani. Malo težko je to, da bi morali tole malo razširiti. Definitivno. Ne poklicali recimo v Ljubljano, bi že nekako tisto razširni dejavnost oziroma prostore, bi še kaj dogradili, tako kot zdaj gradijo zavrnjati, pa ne bi še zgradili za nastanitev tistih, ki so v celosti Sloveniji, ne Maribor, pa tako naprej. Meni to, kar je meni, mislim, všeč pri tej ideji deinstitucionalizacije, da v bistvu, naprimer, mi imamo 11 stanovanj in imamo različne osebe, ki pridejo z različnimi potrebami in več imamo kapacitet, več imamo tudi možnosti za kombinatoriko različnih pač ljudi in različnih pač imamo več prostora za kombiniranje, ne? In za različne vsebine. To ne velja za celo Slovenijo. Ampak tudi tukaj je priložnost v bistvu, če se bo šlo v različne stanovanjske skupine, ne? Je to v bistvu zelo velika priložnost in svoboda tudi za strokovne delavce, ne? Svetovne, strokovne. Strokovno-svetovne delavce. Tako da jaz mislim... Ja, in v bistvu to, ne vem, bolj življenjsko je pa, ni nujno, da zdaj mi iz tega vidika, pač z vidika brezdomstva, pač vsi potrebujemo pač stanovanja in se tudi obračamo v te skupnostne oblike bivanja, ne vem, od različne komune se razvijajo in v bistvu to je tudi nek način, zadruge, kako prežeti tudi to osamljenost, ne, pa izoliranost vseh nas, pa ni nujno, da imamo težavo duševno zdravje. Pa 5. Ok. Mogoče ta peta točka lahko razširjena. Ta zadnja? Ja. No, skratka, imamo to omejitev leto pa pol, 2 leti, ne. To po zaključku, kaj se zgodi. To so taki hudi momenti, ne, ko ali nadaljevati ali ne, marsikdaj in je škoda v bistvu tega odnosa, ki smo ga šele zgradili, leto pa pol je kratek čas in glede na potrebe osebe pa na naše kapacitete se res odzovemo in naprej še spremljamo osebo, ne. Tam je tudi en primer enega gospoda, ki ima težave, naprimer, v duševnem zdravju in ga jaz spremljam že več kot 3 leta, ne. Pa tudi on je uporabnik različnih programov našega društva, ne. In je, naprimer, v času, ko je imel tudi prepovedi za dnevni center, sem jaz iz drugega programa, čeprav smo ista organizacija, obdržala to zagovorniško vlogo in njega spremljala, se z njim dobivala v njegove bivalni enoti, zunaj v Kostlu, ko je živel, ima je tudi eno kratko obdobje brezdomstva. Sem jaz, pač če je on bil, naprimer, nisem imel dnevni center, pa prodajati časopis za 2 tedna, sem jaz se z njim dobivala, pa tudi, ne vem, kdaj pošimfala cel sistem, ne, ampak tako je. Ampak je nekdo bil tam zraven njega, ga poslušal in ga tudi motiviral, da ok, zdaj je potekla kazen, 5 tja, opravič se, oni se bojo tebi tudi in gremo naprej, ne. Ni ostal sam brez vsega. In obdržali smo ga v sistemu, ne.
To je tisto, ne, nismo ga pač tja odslovili, v redu, ne, zdaj je to kršitev, cep, čau, ne, ampak da se odnosno Potrebna kauza. Prosim? Zakaj je bila potrebna kauza? Zaradi nasilja tudi. Ja, pa neprimernega ponujanja časopisa in tako. Imel eno hudo krizo, v bistvu in epizodo, potem, ko je prišel v psihiatrično bolnico, pa ga spremljamo še naprej in v bistvu pripravljamo neko podlago, da kam se bo vrnil, ko pač bo izpuščen iz bolnice. Ste vi ugotovili samo, zakaj bi nasilil? Zakaj? Ni potrebno psihiatrije. Ja, tokrat res ni bilo druge izbire, pa se res trudimo, da ne bi šli. Ja, jaz nisem znala tako. Ampak, naprimer, pol pa smo stopili, ne vem, takoj v stik s javnim stanovanjskim skladom, ker je imel tudi tam kršitve, da je pač situacija taka in da prosimo, če ne sprožijo pač deložacijo, ne, ker so bile že take kršitve, da bi lahko, in so dejansko zaenkrat to ustavili, no. Tako da zdaj pričakujemo, kaj se bo zgodilo. Ampak ja, to je ena oseba, ki je pač prišel k nam, pa moram priznati, da na začetku smo se kar lovili, pa smo mogli kar nekaj časa preživeti, da smo vzpostavila ta stik, no. Zdaj pa je tako, da pač ga mava ta stik in me res pokliče ob različnih situacijah, no. In se mi to zdi zelo vredno, no. To je to, kar pol na koncu šteje. In tukaj se dobiš tudi nagrado za to ustrajnost, ne, kot ključni strokovni. Pa ni vedno lahko, ne. Sam je vredno. Ja. Ok. No, kar zdaj v bistvu že smo tudi večkrat povedali, kako je res pomembno to sodelovanje z vsemi vključenimi akterji, v bistvu službami, to povezovanje, ti multidisciplinarni timi, to, kar je Ana na začetku rekla, da še tega res manjko, no, da se druge službe tega ne poslužujemo. Običajno smo vedno mi kralji tisti, ki spodbujamo to, ki sklicujemo te time, ampak se nam zdi to res ful pomembno, ker samo tako lahko pač človeka res okrepimo na vseh področjih. To je, ne vem, od zavoda za poslovanje, centra za socialno delo, v primeru, ne vem, psihiatričnih hospitalizacij, socialno-zdravstveni zavodi, pač jaz mislim, da ni organizacija, s katero se ne bi povezovali in v bistvu res, da sodelujemo in da se tudi, ne vem, v času, ko je oseba pri nas vključena, da se slišimo, da vidimo, kje smo in da se ne pač zgubijo informacije. No. Pa da je neko skupno, se mi zdi, da je nek skupni cilj, ne, da se prevečkrat zgodi, recimo predvsem z družinami, ko tu delamo. Je tako, ne vem, center za socialno delo ima neke zahteve, šola, vrtec, razvojna ambulanta, ne, tako se mi zdi, da pol je super, da se vsi dobimo skupaj, pa rečemo, ok, dajmo nek skupni načrt narediti, seveda skupaj s to družino, ker to bo edino funkcionalno, ne, če že jaz imam nekih 5 zahtev mi nekdo da v mojem življenju, težko se izpolnim, kje bom zdaj začela, kje se kaj lotimo, ne, ko pa se pa skupaj povežamo, ne, pa tako nekako vseeno bolj realno, bolj dosegljivo so neke stvari, no, in to se mi zdi, da jaz recimo, ko več z družinami delam, je to zelo pomembno, ne, da se pa druge, da se med sabo spoznamo in se med sabo slišimo, ne. Pa da ne podvajamo delane na zadnje godine. Mene zanima, ali ima ta uporabnik za tisti del, ki ste rekli, da plača prispevek, ne? Ja. Kaj ima noter za tisto, kaj za še ti plača? Ne, to je to. To je to. Se pravi, vse tudi hrana? Ne. To je v bistvu samo streha na glavo, se pravi kot najemnina, prispevek za bivanje in stroški elektrike in te. To je vse vključeno v stroški bivanja. Ampak ne hrane. Ja, ima možnost kakšne zaposlitve, v praksi lahko tu poteka, imate center ali pa kakšno denarno nagrado? Recimo, jaz sem recimo to zdaj razmišljala, ko je Irena govorila, mi imamo neko srečo vseeno, da imamo toliko raznih stvari, ko sem jaz prej žal zelo hitro pač povedala, toliko nekih drugih programov, kam se ljudje lahko vključijo. Torej, eni se zelo veliko recimo dnevni center vključujejo, v neke prostočasne aktivnosti, v neke to univerze pod zvezdami, neke delavnice, preko javnih delih zaposlimo. Prostovoljstvo, terensko, imamo ekipo, ki dela hišniška dela, pa se po ljudje vključijo. Torej, znotraj našega delovanja društva non-stop iščemo rešitve. Likovno delavnico vodi ravno nekdo, ki je v Settlementu, torej nastanicari podpori. Mogoče še pa to, za marsikoga pa kdaj vidimo, da je fajn, da ni samo vključeno v naše društvo. V bistvu res, zato mislim, da bo še Irena povedala več, res delamo s to skupnostjo, želimo ne samo, da so ljudje bolj na nek način samo izolirani znotraj naše organizacije, da se tudi povezujejo kje drugje, da grejo v neke
druge organizacije, da grejo pač, tisti, ki se pač zmorejo to, ki pač si želijo, predvsem pa zmorejo, da iščejo zaposlitve, zato recimo z Zavod za zaposlovanje zelo veliko sodelujemo. Recimo prostovoljsko delo, smo ravno tudi enega fanta, ko restritvene podpori, dela recimo v ene kulturne ustanovi, ker se to zelo želijo. Je tako se nam zelo fajn, valjda pet tja in si tam zgradi neko socialno mrežo. Tako da absolutno je eno, damo streho nad glavo, ampak kaj pa zdaj, ne, vseeno pač mora se zgraditi to neko socialno mrežo, ne. Tako da v bistvu zelo veliko se mi zdi, to je tudi malo v ključnih delov, ne. Se to bo še naprej povedali, da ravno to, v bistvu ti osebi jo informiraš, da se konce vsede skupaj za računalnik pa reš, ok, kje so možnosti, ne vem, filantropija ima ta prostovoljska dela, kaj na voljo, dajmo pogledati, ne vem. Tako, no, v bistvu, da veliko časa in energije tudi v to vlagaš. Je pa pomembno pri tem v prostovoljskem, da še vedno imamo ta dodatek za delovno aktivnost, kar pomeni, če oseba ima socialko od 402 €, če je aktiven tok pa tok ur, ima pogodbo, dobi na socialno 600 €. Torej, je to tudi velika motivacija in v bistvu je tako zelo lepo nagrajeno prostovoljsko delo.